so te projekti nam omogočili to, da smo mi razvili velikokrat kakšne prototipne načine, kako pravzaprav delati ali pa se lotevati enega projekta, to, kar nam domače financiranje ni omogočalo. Direktno iz teh projektov so se recimo potem razvile neke zadeve, ki so se pravzaprav takrat zasejale in smo potem recimo v eni taki sorodni konstelaciji partnerjev delali na projektu Changing Weathers. Znotraj tega projekta smo pa recimo tudi z društvom Ljudmila, tako da ni bil samo projekt Atoll, začeli recimo z enim čist pilotnim projektom enega hekerskega kempa, ki se danes imenuje PIFCamp, in potem to verižili spet v naslednji projekt, ki je bil Feral Labs. Vedno je neka linija, vedno nekaj novega preizkusimo, vedno je pa to povezava tudi na prejšnje zadeve. Ko smo dobili občutek, da nam je zadeva dozorela, smo to potem probali malo širiti, še z drugimi partnerji, tako da smo pač imeli potem 6 partnerjev po različnih državah, sejali podobne formate recimo še pri partnerjih, ki prej tega niso toliko močno delali, to, k čemu rečemo Feral Labs. To so pravzaprav neke začasne situacije, ko mi recimo za 10 dni ali 5 dni zberemo ljudi na neki razmeroma oddaljeni situaciji, začasne laboratorije, ki smo jih postavili nekam direktno v naravo, šli ven iz svojih studijev, laboratorijev, prezentacijskih prostorov, projektnih prostorov, galerij, delati nekam v naravo, premakniti ljudi in imeti eno tako zelo močno socialno začasno situacijo na neko temo ali pa na sklop tem, kjer se pravzaprav zadeve razvijajo, raziskujejo. In kar je zelo pomembno je, da prav evropski denar je bil za nas vsaj ključen prav zato, ker nam je omogočil inovacije. Evropska sredstva za nas pomenijo, da mi lahko včasih investiramo v nekaj tako enostavnega, kot so kadri. Enostavno, končno imamo lahko nekoga, ki je sodelavec in spremeni kulturo organizacije ali pa pač mi tega človeka oblikujemo. Do tega, da smo zdaj začeli en projekt, ki je pa pravzaprav res direktno nadaljevanje Feral Labs, Rewilding Cultures. V prvem letu ga zdaj vzpostavljamo, ampak naslednje leto se bomo zelo z ogljičnim odtisom ukvarjali, zato ker je pač to še zmeraj za nas prioriteta, to so zelo mednarodni dogodki, da sploh ugotovimo, kje je recimo najmočnejši ogljični odtis. To imamo na enem delu, na drugem delu se pa veliko ukvarjamo prav z vključujočostjo, z neko socialno vključujočostjo, se pravi to, da je ekonomsko dosegljivo, in se bomo lotili tudi gender balance. Najprej pravzaprav zmerali, kje smo, in pa ugotoviti, kakšne ukrepe lahko sprejmemo, ki niso nujno predragi. V tem projektu je partnerjev 8, 6 partnerjev je bilo že partnerjev v projektu Feral Labs, dodali smo 2 odlična partnerja, mislim, moram reči, da nisem toliko zadovoljen. Pa kako neprecenljive so pravzaprav te izmenjave. Na tak ali pa drugačen način biti par dni z ljudmi nekje na nekem skupnem projektu, z nekimi skupnimi cilji, vsi tisti lateralni pogovori, naključni, kaj vse se da, kako kdo pristopa, kako drugače kdo razmišlja, to je tako neprecenljivo. V Evropi, dokler bojo obstajali, bom rekel, festivali, konference, taki formati, kot jih mi razvijamo znotraj te Feral Labs serije oziroma Rewilding Cultures projekta, to je tako pomembno.